Spoštovani gospe in gospodje, ministrica doktorica Helena Jaklič, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Alojz Kovšca, visoki gostje, prisotni člani strokovne komisije, mentori, predvsem pa dragi nagrajenci. Prijazno pozdravljeni na slovesni podelitvi priznanj 19. nagradnega natečaja Urada Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu za diplomska, magistrska in doktorska dela na temo Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu. Čast nam je, da ste danes na slovesnosti z nami tudi Dušan Šiško, predsednik Komisije Državnega zbora za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Dr. Sonja Novak Lukanovič, direktorica Inštituta za narodnostna vprašanja. Dr. Boris Pleskovič, predsednik Svetovnega slovenskega kongresa. Dr. Mojca Nidorfer, vodja programa Slovenščina na tujih univerzah na Centru za slovenščino za drugi in tuji jezik. Jasmina Ilič, glavna tajnica Združenja Slovenska izseljenska matica, dr. Branko in Verena Zorn in Boštjan Kucmur iz Izseljenskega društva Slovenija v svetu. Imamo to čast, da nas danes gostijo v hramu demokracije, v čudoviti prenovljeni dvorani zgornjega doma našega parlamenta, Državnega sveta. Zato uvodoma vabim gospoda Alojza Kovšco, predsednika Državnega sveta, da nas ob tej priložnosti tudi pozdravi. Spoštovani gospe in gospodje, cenjena ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, dr. Helena Jaklič, cenjeni letošnji nagrajenke in nagrajenci, spoštovani ostali visoki gostje in naj mi bo dovoljeno ljubi Slovenci. V izredno veselje in čast mi je, da vas ponovno gostimo v naših prostorih, v dvorani Državnega sveta, drugega doma našega predstavniškega telesa, našega parlamenta, na podelitvi nagrad najboljšim diplomskim in magistrskim delom ter doktoratom z področja zamejstva in izseljenstva. Državni svet je pregovorno naklonjen tovrstnim projektom, saj se zaveda, da so Slovenci v zamejstvu in po svetu pomemben del slovenskega narodnega telesa. Hkrati pa je moč znanja Slovence vselej uspešno dvigala iz povprečja narodov. Tudi Republika Slovenija se tega zaveda že od samega začetka svoje samostojne poti, saj je posebna skrb zamejcem in izseljencem določena že v Ustavi Republike Slovenije. Še več. Kot predsednik Državnega sveta, doma različnih interesov slovenske družbe, si ves čas prizadevam, da so naša vrata odprta tudi za naše zamejce in rojake po svetu
in da kot organ, ki mu je raznolikost mnenj oziroma pluralnost položena v zibelko, svoje pristojnosti in naloge razširi tudi skozi zastopanje glasov svojih zavednih in ponosnih rojakov v zamejstvu in po svetu. Ne glede na povedano, pa danes predvsem mora navduševati zavednost, pripadnost in želja po ohranjanju slovenskih korenin oziroma stikov s Slovenijo, ki za nekatere od današnjih diplomantov, magistrantov in doktorantov niti ni rojstna država, ampak jo nanjo vežejo daljne korenine njihovih sorodnikov in prednikov. Ta zavednost zamejcev in izseljencev je lahko zgled marsikateremu tu doma živečemu državljanu Republike Slovenije. Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu je letos že 19. izvedel natečaj, s katerim utrjuje in še poglablja zavedanje, da se slovenski narodni prostor ne konča na državni meji, ampak da slovenska beseda, kultura in dobri slovenski ljudje živijo po vsem svetu. Hvala uradu, da se zavzemate za to in predvsem hvala vam, ki ste se odločili temu posvetiti svoje zaključno znanstveno-raziskovalno delo. Spremljanje delovanja in spodbujanje raziskovalne dejavnosti dodiplomskih in podiplomskih študentov na področju zamejske in izseljenske tematike je velikega pomena za njeno boljše razumevanje tako mladih rodov izseljencev in zamejcev, kot tudi seveda slovenskih inštitucij, ki tako dobijo boljši pogled v to, s kakšnimi izzivi se soočajo ti naši sonarodnjaki. Poleg tega je to pomembno tudi za krepitev zavesti o njeni pomembnosti za ohranjanje slovenske identitete v matični domovini in zunaj njenih meja. Do sedaj je na natečaju sodelovalo že več kot 300 diplomantov, magistrantov in doktorantov, ki so na različne načine zaobjeli zamejske in izseljenske tematike. In z veseljem bo danes prisluhniti tudi vašim predstavitvam, spoštovani letošnji nagrajenci in nagrajenke. Naj vam zato že uvodoma izrečem iskrene čestitke in vsem skupaj zaželim še veliko uspeha na vaši profesionalni kot tudi osebni poti. Ter seveda hvala vam, da svoje bogato znanje delite z nami. Dovolite mi, da se vam opravičim, ironija usode, ravno ko gre za naše zamejce in izseljence, bom moral ta prelepi dogodek zapustiti zaradi mednarodnih obveznosti. Vsekakor vam pa zaželim uspešno delo, da se bomo tu še večkrat srečali in da bomo še večkrat slavili zavest, da Slovenci po svetu uspevamo, da se naše korenine tako globoko utrjene v slovenski zemlji razraščajo v veje znanja, uspeha, kulture, prepoznavnosti med drugimi narodi. Pred nekaj dnevi smo izvedeli, da smo Slovenci super športni narod, da v primerjavi s številom prebivalcev imamo največ medalj na svetovnih tekmovanjih. Moja res intimna želja je, da bi tudi na znanstvenem in kulturno ustvarjalnem področju dosegli vsaj približno takšen rezultat. Želim vam vsem uspešno delo, veliko zdravja in veliko profesionalnih in osebnih uspehov. Hvala. Vabim, da nas z nekaj lepimi besedami sedaj počasti tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič. Spoštovani predsednik Komisije za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu, gospod Dušan Šiško, spoštovani visoki gostje, spoštovani nagrajenci, gospe in gospodje. Veliko veselje in zadovoljstvo mi je, da vas smem danes pozdraviti na tako imenitnem dogodku, posvečenem ne samo prejemnikom nagradnega natečaja Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, za diplomska, magistrska in doktorska dela,
ki obravnavajo vsebine povezane s Slovenci zunaj slovenske države, temveč vsem sodelujočim na tem natečaju, pa tudi vsem rojakom, ki živijo v zamejstvu in po svetu. Naslednje večkrat tu, v domovini, pozabimo, čeprav so del nas. Del našega naroda, naše preteklosti, sedanjosti in vsekakor tudi naše prihodnosti. V letošnjem letu, ko se veselimo 30 let samostojne in neodvisne države Slovenije, je misel nanje še bolj na mestu. Prispevek naših Slovencev v svetu in zamejstvu pri priznavanju in mednarodni uveljavitvi mlade države pred 3 desetletji je bil namreč izjemen. Brez njih bi bila naša pot k samostojnosti in uveljavitvi zagotovo težja in bolj strma. Da bi bila misel še posebej pri mlajših generacijah na naše Slovence v zamejstvu in po svetu še kar najbolj živa, predvsem pa aktivna, se je naš urad že pred leti odločil, da razpiše nagradni natečaj za dela, s katerimi študentje zaključujejo različne stopnje visokošolskega izobraževanja. S tem smo želeli spodbuditi njihov premislek o stvarnostih, s katerimi se na tak ali drugačen način srečujejo naši rojaki, živeči zunaj matične domovine. S tem smo želeli poglobiti zavedanje mladih o tem, da se rod Slovencev ne konča na državni meji, temveč sega daleč onkraj nje. Pa tudi opozoriti, da je ohranjanje narodne identitete zunaj domovine izziv, na katerega vsaka generacija odgovarja na svojsten način, vendar v povezanosti z matično domovino in slovenskimi koreninami. Želeli smo tudi pokazati, da teme, povezane Slovenci zunaj Slovenije, niso nekaj arhaičnega, temveč so zanimive in raziskovalno privlačne tudi za današnje mlade. Ti z izbiro teh tem kažejo tudi na svojo narodno zrelost, kar razveseljuje, obenem pa daje zgled in spodbudo prihodnjim generacijam študentov. Prav zato smo vedno znova veseli, ko naš odziv in spodbuda naleti na pozitiven odziv. Letos smo prejeli 23 diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, ki nam z takega ali drugačnega kota odstirajo zamejski svet in svet naših rojakov po svetu. Da prevladujejo teme povezano s slovensko stvarnostjo je seveda razumljivo, saj gre za preučevanje enotnega, pravzaprav skupnega, slovenskega narodnega, kulturnega, jezikovnega prostora, ki le zaradi različnih zgodovinskih okoliščin ostajajo deljen z administrativnimi mejami, ne pa tudi, upam, z mejami srca in naše povezanosti. Ob tej priložnosti se želim iz vsega srca zahvaliti članom strokovne komisije za ocenjevanje nalog prispelih na nagradni natečaj, ki so svoje delo opravili strokovno in profesionalno. Še toliko bolj sem vesela, ker so člani komisije resnično priznani in uveljavljeni strokovnjaki s premnogimi obveznostmi, vendar so brez oklevanja sprejeli naše povabilo k sodelovanju na natečaj. Zahvaliti bi se želela tudi predsedniku Državnega sveta, gospodu Alojzu Kovšci in njegovim sodelavcem, da so nam tudi letos tako prijazno in z veliko naklonjenostjo omogočili, da imamo slovesno podelitev nagrad v prenovljenih prostorih Državnega sveta. Naj bo še posebej izpostavljena zahvala predsedniku Državnega sveta, ki tudi sicer veliko pozornosti izkazuje našim rojakom zunaj Slovenije. Zahvala gre tudi vam, spoštovani mentori, ki vedno znova mlade navdušujete za te teme, jih spodbujate, da se z njimi spopadajo tudi iz raziskovalnega in znanstvenega vidika, obenem pa verjamem, da z zgledom in strokovno podporo oblikujete pozitiven odnos vaših študentov do slovenstva. Verjamem, da je prav vaš odnos tisti, ki mlade privlači, da se odločijo za te teme. Na koncu pa seveda najiskrenejše čestitke vam, dragi letošnji nagrajenci in prijemniki posebnih priznanj. Vi ste razlog, da smo danes tukaj. Vi ste razlog, da je današnji dan tako slovesen, pravzaprav prazničen. Hvala, ker ste svoj čas namenili vsem nam tako ljubim temam. Hvala, ker ste svoje delo opravili več kot z odliko, s čimer ste pokazali ne le svojega odgovornega odnosa do svojih obveznosti, temveč predvsem vaša občutljivost do vprašanj, ki so tako ali drugače povezane z identiteto slovenskega naroda in slovenskih skupnosti po svetu. Spoštovani, želim vam lep dan,
napolnjen s hvaležnostjo do naših mladih, ki dajejo upanje, da je pred nami svetla prihodnost. Vsem nam tudi želim, da bi vsak dan v letu, danes pa še posebej, čutili povezanost vseh treh Slovenij, matične, zamejske in zdomske oziroma izseljenske, pa tudi veliko hvaležnost vsem našim rojakom zunaj naše skupne domovine, ki se vsak dan znova in znova trudijo ohranjati slovensko identiteto in zvestobo slovenstvu. Hvala in še enkrat iskrene čestitke nagrajencem. Slovenski narod, majhen, ampak tako srčen, je razpršen po vsem svetu. Živeti na tujem pa ni vedno lahko, vendar pa Slovenci že desetletja, ponekod stoletja kleno ohranjamo slovensko kulturo, slovensko besedo, slovensko identiteto. Gotovo se Slovenci v Matici ne zavedamo vedno dovolj dobro, kako izjemni rojaki živijo zunaj naše domovine. In prav raziskovanje in dobro poznavanje je pot do ohranjanja in utrjevanja zavesti, da ponosno slovensko srce bije tudi čez mejo in celo na drugi strani sveta. Zato je prav, da tistim mladim, ki jim je mar in se zavedajo pomena ohranjanja slovenstva pri naših rojakih, damo primerno, če tudi bolj simbolično priznanje in spodbudo za še nadaljnje delo. Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je z namenom zasledovanja tega cilja v preteklem letu že 19. objavil nagradni natečaj za diplomska, magistrska in doktorska dela na temi Slovenci v zamejstvu in Slovenci v izseljenstvu. Namen natečaja je spodbujanje raziskovalne dejavnosti do diplomskih in podiplomskih študentov na področju zamejske in izseljenske tematike in s tem krepitev zavesti o njeni pomembnosti za ohranjanje slovenske identitete v matični domovini in zunaj njenih meja. Na nagradni natečaj so se tudi tokrat lahko prijavili kandidati iz Republike Slovenije, iz zamejstva in iz tujine, ki so uspešno zagovarjali diplomska, magistrska in doktorska dela na katerikoli univerzi, tako v Matici, kot tudi zunaj nje, ki obravnavajo že navedene tematike. Pri tem pa tudi jezik ni ovira. Saj so v poštev prišla dela, ki so napisana v slovenščini, italijanščini, nemščini, hrvaščini, francoščini, angleščini, španščini. Veseli pa nas dejstvo, da ste letos prvič o slovenstvu uporabil raziskovali tudi v madžarskem jeziku. Izmed vseh prijavljenih del je letos, kot je ministrica že povedala, na natečaj prišlo kar 23 del. 20 za zamejsko in pa 3 z izseljensko tematiko. Strokovna komisija se je odločila, da predlaga podelitev 3 del, tako z področja 3 nagrad, tako z področja izseljenstva, kot tudi z področja zamejstva. In sicer prvo nagrado v višini 800 evrov, drugo nagrado v višini 600 evrov in pa tretjo nagrado v višini 400 evrov. Ker pa je bilo letos poslanih res veliko kvalitetnih del, se je komisija odločila, da predlaga podelitev še 4 posebnih priznanj. Več o delu strokovne komisije pa nam bo sedaj povedal torej njen predsednik, dr. Željko Oset. Vabljeni, da se pridružite na govornici. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, cenjena gospa ministrica, dr. Helena Jaklič, gospod poslanec Šiško, državni sekretar, dr. Valentinčič. To je vesel dan, še posebej za vas, nagrajenke in nagrajenci, kakor tudi za nas, člane komisije in seveda celoten urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in izseljenstvu. Za vas, dragi nagrajenci, to pomeni zaključek, saj ste s to slovesnostjo dobili uradno in javno priznanje za nadpovprečno dobro opravljeno delo. Za nas pa je posebej
pomembno, da ste se številčno odzvali na javni natečaj. Lahko optimistično zremo v prihodnost, saj številčnost in tudi kakovost nalog nekako nakazuje, da smo priča enemu pozitivnemu trendu in lahko pričakujemo, da bo še več prijav, več dobro izvedenih nalog, saj ste svoje delo opravili v času epidemije in s tem ste dokazali, da ni ovir, da se tudi v času izrednih razmer da izdelati zelo dobro, nadpovprečno končno delo. In ste s tem dokazali, da drži tista Heideggerjeva misel, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Prapočelo vsakega raziskovanja je v radovednosti, ki je binarna formula, torej je ali ni. Prav nič ne more nadomestiti veselja v odkritju, zadovoljstvo, čara odkritja. Pred dobrimi 100 leti je Fran Milčinski, sicer sodnik za mladoletnike, sicer pa znan kot zapisovalec, lahko bi rekli tudi ustvarjevalec stereotipov o Slovencih, zapisal, da znanosti med Slovenci ne more biti, ker je učenih Slovencev preprosto premalo. In to je ponazoril znano mislijo, tesen je pač naš dom, tesen kot rodbinska rakev. Milčinski je to misel zapisal v znani Vedini anketi in predlagal, da se Slovenci, vsaj tistih zgornjih 10 000, odpovede svojemu knjižnemu jeziku in sprejmejo knjižno hrvaščino. Zgodovinski razvoj, ne nazadnje pa tudi ta razpis, je dokaz, da je razmišljal napačno, oziroma da je zgodovinski razvoj potrdil, da je toliko v narodu učenih ljudi, da se splača imeti svojo lastno kulturo na dost visoki stopnji, primerljivo evropskim in svetovnim standardom. Običajno Slovenci bolehamo za perifernim kompleksom, zato vsakemu, ki se ukvarja z našo zgodovino, posvetimo več pozornosti. En takšnih prvih primerov je graški profesor, sicer sociolog, Ludvik Gumplovic, ki je bil deležen javnih pohval, javnih povabil na dogodke, imel tudi priložnost predstaviti svoje poglede. Danes pa mi te stvari delamo nekoliko drugače, med drugim tudi s tem našim razpisom. In v bistvu s tem vabimo mlade, da se pogumno lotijo tem, ki so povezane s Slovenijo, zamejskimi Slovenci in izseljenci. Ključni kriterij za nagrajevanje pa je odličnost. In na tem razpisu so imeli kaj za ocenjevati, prispelo je, kot je že bilo povedano, 23 nalog, 3 za tematsko področje Slovenci v izseljenstvu in 20 nalog za področje Slovenci v zamejstvu. Naloge so bile vseh stopenj, napisane pa v slovenščini, nemščini, italijanščini, angleščini in madžarščini, obdelane pa so vse 3 priznane slovenske manjšine v zamejstvu. Komisija se je razdelila v 2 podkomisiji. Prva podkomisija, ki je obravnavala naloge za zamejstvo, je bila sestavljena iz docent dr. Aleša Mavra, magistrice Martine Pika Rustja, dr. Renata Podberšiča, profesorice dr. Ane Toroš, vsi ti so člani. Podkomisijo pa je vodil profesor dr. Matej Šekli. In še druga skupina, torej komisija za izseljenstvo, je bila sestavljena iz profesorja dr. Andreja Finka in dr. Klare Kožar-Rosulnik, oba sta bila člana, vodja pa sem bil sam. Posveti so potekali v živo in na daljavo, obe komisiji pa sta samostojno po opravljeni temeljiti razpravi sprejeli odločitev o nagrajencih, ki jim ob tej priložnosti čestitam in upam ter želim, da bi bila to referenca, ki jim bo omogočila samorealizacijo ter prepoznanje vedenjskega prispevka o naši skupnosti. Zahvala gre tudi mentorjem, ki so nestori, spremljevalci mladih na poti v svet. Hvala.
Hvala lepa. Naj še povemo, da je strokovna komisija za vsako izmed nagrajenih del pripravila tudi podrobno utemeljitev, ki pa jih bomo v celoti objavili na naši spletni strani in vabimo, da jih tudi preberete. Danes pa bomo željo, da lahko prisluhnemo na koncu tudi predstavitvami naših nagrajencev, prebrali samo krajše odseke. Sedaj pa je napočil tisti trenutek, ki mislim, da ga vsi nestrpno čakamo, in sicer prehajamo na podelitev nagrad in priznanj letošnjim nagrajencem. Priznanja bo podelila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič, ki jo seveda vabim, da se že pripravi na to. Nagrajence pa prosim, da po razglasitvi svojega imena pristopijo ter sprejmejo priznanje. Pričeli bomo s podelitvijo nagrad za najboljša diplomska, magistrska, doktorska dela z področja Slovencev v zamejstvu. Kot že rečeno, bomo letošnje leto podelili vse 3 nagrade in pa 4 posebna priznanja. Začnemo s posebnimi priznanji. Strokovna komisija je predlagala, da se podeli posebno priznanje Tadeju Pahorju. Lahko damo kar en aplavz. In sicer za diplomsko delo z naslovom Glasno tam bratov zbor popeva o uglasbitvah Gregorčičevega pesniškega opusa v razdobju 1879 do 2014, ki ga je spisal pod mentorstvom profesorice Majde Kavčič-Baša na oddelku za humanistične študije Univerze v Trstu. V obrazložitvi je strokovna komisija med drugim zapisala: tekom same analize delo odpira inovativen pogled na Gregorčičev pesniški opus in ob enem zapolnjuje literarno-zgodovinsko vrzel na tem področju. Med drugim opozarja na modifikacije Gregorčičevih pesmi v procesu uglasbitve, prav tako pojasnjuje dejavnike izbora pesem za uglasbitev s posebnim ozirom na družbeno-političen kontekst. Še en aplavz, dajmo našem nagrajencu. Zdaj pa vas vabim, da se lahko usedete, pa se na koncu potem tudi vsi skupaj slikamo. Odlično. Strokovna komisija je predlagala, da se podeli posebno priznanje tudi Evi Kristini Hartman. Dovolite mi, da preberem prevod, torej slovenski prevod naslova njenega dela, da slučajno ne naredim kakšne napake, sicer je v nemškem jeziku in sicer delo ima naslov Spominske kulture na Koroškem, 10. oktober na primarni stopnji. Delo je bilo spisano pod mentorstvom magistrice doktorice Nadje Dangelmajer iz Univerze Alpe Adria v Celovcu. Utemeljitev strokovna komisija zaključi z naslednjimi besedami. Delo je dragoceno, ker avtorica zaključuje nalogo s pogledom prihodnosti in navaja ideje za nove oblike spomina na 10. oktober na primarni stopnji, da bo preteklost prihodnosti drugačna. Naloga je lepo berljiva in zanimiva za pedagoge in pedagoginje in vse, ki si prizadevajo za dober pouk zgodovine. Eve Kristine Hartman danes žal ni z nami zaradi drugih obveznosti, tako da ji bomo priznanje podelili naknadno. Lahko pa ji zaploskamo, seveda. Strokovna komisija je predlagala, da se podeli posebno priznanje tudi Barbari Zakoč za magistrsko delo z naslovom Besedje iz tematskega polja Sadovnjak, vrt in polje v gornoseniškem govoru, ki ga je spisala pod mentorstvom profesorice doktorice Mihaele Koletnik na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Lahko damo en aplavz za Barbaro. O delu Barbare je strokovna komisija med drugim zapisala: neprecenljiva vrednost naloge je na terenu na novo zbrano narečno slovensko jezikovno gradivo. Zaradi spremenjenega načina življenja v sodobnem času, predvsem pa zaradi jezikovne asimilacije slovenska beseda v slovenskem porabju namreč iz vsakdanje rabe vse bolj izginja. Ker Barbare danes ni z nami, ker ima druge obveznosti, bo priznanje prevzela njena sestra Martina. In seveda verjamemo, da ji ga bo tudi izročila, a ne? Podelitev posebnega priznanja je strokovna komisija predlagala tudi za delo Pogled učbenikov na avtohtone slovenske manjšine s poudarkom na Slovencih v Italiji,
analiza srednješolskih učbenikov za slovenski jezik, izdanih v Republiki Sloveniji v obdobju 1965 do 2018, katerega avtorica je Tamara Peteani in ga je spisala pod mentorstvom profesorja Mirana Košute na oddelku za humanistične študije Univerze v Trstu. Tamara bi mogla biti z nami, je, odlično. Strokovna komisija je predlog utemeljila z naslednjimi besedami. Delo, ki si v izhodišču zastavlja pomembno vprašanje o poznavanju avtohtonih slovenskih manjšin, ki ga slovenski srednjošolci pridobijo iz učnih gradiv za pouk slovenskega jezika, izstopa tako po preglednosti in obsegu 212 strani, kot po količini zbranega in analiziranega gradiva ter pomenu pridobljenih rezultatov v analitičnem delu, ki bodo uporabni tudi za nadaljne raziskave. Magistrsko delo tako znatno presega zahteve drugostopenjskega študija in si zasluži posebno priznanje. S tem smo podelili vsa priznanja, torej posebna priznanja, ki jih je predlagala letošnja komisija, in prehajamo na podelitev nagrad. Tretjo nagrado za diplomsko nalogo z naslovom Borba slovenskega jezika s senco kljukastega križa v romanih Valentina Polanška prejme Nina Štular. Delo je nastalo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani pod mentorstvom izrednega profesorja dr. Aleksandra Bjelčeviča. Se opravičujem. Diplomska naloga je temeljit prikaz Polanškovega življenja in dela, ki sta obenem smiselno vpeta v širši zgodovinski kontekst. Morda je njena posebna vrednost v tem, da slovenskemu bralcu in javnosti na privlačen način predstavi pisatelja, ki je znan precej manj kot denimo njegova koroška rojaka Florjan Lipuš in Maja Haderlap. Slednjo Polanška povezuje tudi prikaz partizanskega odpora na Koroškem. Drugo nagrado bo ministrica podelila Martini Zakoč, ki smo jo prej že tudi videli, tokrat pa zdaj za njeno delo, magistrsko delo, jezikovna podoba v slovenskem porabju, spisala je pod mentorstvom redne profesorice doktorice Ane Kolath na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Magistrsko nalogo Martine Zakoč odlikujejo jasno zastavljeno raziskovalno vprašanje, relevanten teoretično-metodološki pristop, dve terenski raziskavi, v okviru katerih je bilo dokumentirano jezikovno gradivo javnih napisov in stališče dvojezičnih govorcev do aktualne jezikovne krajine v slovenskem porabju. Raziskava je pomembna tudi za področje jezikovnega načrtovanja javne, vidne, dvo- in večjezičnosti na tem prostoru. Raziskava jezikovne krajine s konkretno gradivsko analizo javnih zapisov je v slovenskem jezikoslovju novost. Čestitke. In še zadnjo prvo nagrado, to pa je za doktorsko disertacijo z naslovom v slovenskem prevodu tudi De diffugio, tiho izginjanje etničnih manjšin od nagrobnih kamnov spomenikov. Etnična homogenizacija na primeru Koroške od leta 1918 naprej. To nagrado prejme magister dr. Ferdinand Kühnel. Delo je nastalo pod mentorstvom profesorice magistrice doktorice Marije Vakovnik na Inštitutu za vzhodnoevropsko zgodovino Univerze na Dunaju. Dajmo en aplavz. Komisija je med drugim zapisala, zasnova doktorske disertacije je pregledna, ker omogoča primerjanje podatkov. Zanimiva je zlasti primerjava pridobljenih podatkov o izginjanju slovenščine na nagrobnih kamnih z rezultati ljudskih štetij na Koroškem, ki prav tako izkazujejo huda nazadovanja slovenščine v zadnjem stoletju. Avtor sočasno opozarja, da je treba ljudska štetja kritično preveriti. Poleg obsežnega študija literature, matrik in podobno. Je kot metodo uporabil problemsko usmerjen intervju, ki ga je na začetku teoretsko opredelil. Raziskava je tudi objavljena.
Poudariti je potrebno še, da se je dr. Künel za potrebe raziskave naučil slovenskega jezika. Jaz mislim, da si to zasluži tudi aplavz. Čeprav je dizertacija temeljito znanstveno delo, je lahko berljiva in tako dostopna zelo širokemu krogu bralcev. Zaradi njenega prelomnega pomena odločitev komisije ni bila težka. Čestitke. Vsem nagrajencem iskreno čestitamo, zdaj pa vabim ministrico, da se malce še usede, pa bomo naredili en kratek glasbeni predah, da ne bo predolgo vse skupaj v tem delu. Današnji dogodek nam s čudovitim glasom in milozvočnim zvokom kitare je že popestrila in še bo popestrila Nadja Magister. Naša rojakinja, ki prihaja iz slovenske družine v Argentini. Že od majhnega jo spremlja glasba. Svoje glasbeno znanje pa je ob talentu izurila tudi na študiju solopetja na konzervatoriju v Buenos Airesu. Kot solistka in zborovska pevka se je preizkusila v različnih stilih, od klasike pa vse do sodobne glasbe. Tudi danes pa svoje znanje redno nadgrajuje na dodatnih izobraževanjih, tako v Sloveniji kot tudi po svetu. Sedaj nas bo ponovno popeljala med prelepe melodije slovenskih ljudskih pesmi. Če smo z nagradami zaključili na avstrijskem Koroškem, pa tam nadaljujemo tudi s pesmijo. Sedaj pa bomo nadaljevali s podelitvijo nagrad. Ministrico vabim spet na prejšnjo pozicijo, nagrajence pa kot prej tudi, da se pridružijo, ko jih pokličem. Tako, nadaljujemo s podelitvijo nagrad za dela z področja Slovencev v izseljenstvu. Komisija se je odločila in predlagala, da se tudi letos podelijo, oziroma da se letos podelijo vse 3 nagrade.
In sicer tretjo nagrado za magistrsko nalogo z naslovom Narodnostna identiteta narodnostno mešanih družin slovenskih izseljencev prejme Tjaša Leskovšek. Delo je nastalo na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani pod mentorstvom docentke doktorice Špele Raspotnik. Lahko damo en aplavz. Tjaša Leskovšek danes ni z nami, ker živi v tujini, bomo ji pa naknadno podelili priznanje. Komisija pa je v obrazložitvi zapisala: kandidatkina magistrska naloga predstavlja narodnostno mešane družine, živeče v 3 evropskih državah, Nemčija, Luksemburg in Češka, v katerih se eden od staršev opredeljuje kot Slovenec, drugi pa kot pripadnik druge narodnosti ali pa ima več narodnostnih identitet. Podkomisija ocenjuje, da je naloga prispevek pri preseganju enoznačnega opredeljevanja in ozaveščanju o pluralnih in heterogenih identitetah, vendar hkrati pogreša še povezovanje med teoretičnim in empiričnim delom. Tjaše, kot rečeno, danes ni z nami, dajmo pa en aplavz še za to nagrado. Drugo nagrado bo ministrica podelila Jaki Zapečniku. In sicer za magistrsko delo Slovensko-ameriška skupnost v Clevelandu po letu 1991. Spisal jo je pod mentorstvom profesorja dr. Matjaža Klemenčiča na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Nagrajenčeva magistrska naloga predstavlja zgodovino slovensko-ameriške skupnosti na območju Clevelandske metropolitanske regije. Naslov napoveduje obravnavo obdobja po osamosvojitvi Slovenije, vendar avtor predstavi celotno 20. stoletje v eni najbolj številčnih in dinamičnih slovenskih in seljenskih skupnosti. Komisija kot dodano vrednost naloge, zaradi katere tudi dodeljuje drugo nagrado, izpostavlja pregled živahnega življenja Clevelandu skozi 20. stoletje ter vloge slovenskih društev in župnij v Clevelandu pri ohranjanju slovenskega jezika, kulture in identitete. In ostalo nam je podelitev samo še ene nagrade, in sicer prve nagrade iz področja nalog iz področja izseljenstva. Ministrica bo to nagrado podelila, oziroma tudi gospoda Urha Ferleža danes ni z nami, tako da naknadno Urhu Ferležu za diplomsko nalogo Francija in slovenska književnost. Spisal je pod mentorstvom docentke doktorice Katarine Marinčič in profesorja doktorja Mirana Hladnika na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Naloga naslavlja 2 vidika. Pariz v slovenski književnosti in slovenski izseljenski pisatelji v Franciji. Gre za ambiciozen načrt, saj se avtor ukvarja slovensko izseljensko književnostjo, ki doslej še ni dobila ustreznega mesta v narodnem spominu in učnih načrtih. Diplomsko delo nadgrajuje obstoječe vedenje o tematiki. Avtor je poleg študija strokovne literature in izbranih književnikov izvedel tudi terensko delo. Med namenskim potovanjem v Francijo se je srečal z Dominikom Pilonom, sinom Vena Pilona. Diplomsko delo predstavlja dodano vrednost na strokovnem področju, izvedena pa je tudi že diseminacija. Avtor je na internetu objavil seznam slovenskih proznih del, ki so povezana s Parizom iz obdobja 1850 do 1950. Kot rečeno, gospoda Ferleža danes ni z nami, ker v tujini raziskuje in nabira svoje znanja, mu bomo pa priznanje z veseljem in tudi nagrado vročili naknadno. Tako da dajmo en aplavz. Vsem nagrajencem še enkrat iskrene čestitke. Preden pa nam nagrajenci predstavijo svoje nagrajena dela, si še enkrat privoščimo nekaj glasbe. Tokrat bomo prisluhnili himni slovenskih izseljencev v Argentini, ki jo je spisal dr. Marko Kremžar. Velik domoljub, ki je vse življenje, če tudi na drugem koncu sveta, ostal zvest slovenskemu narodu in slovenski besedi. Dr. Kremžar se je letos poslovil, zavedno pa bo z velikimi črkami ostal zapisan v zgodovino. Naj zazveni Slovenija v svetu. Slovenija, zapojmo ti, izpolneka
Najlepša hvala. Sedaj pa sledijo še predstavitve, kot že napovedano, naših nagrajenih del. In če smo prej začeli z zamejstvom, bomo zdaj začeli z izseljenstvom. Tako da vabim kar gospoda Jaka Zapečnika, da nam predstavi svoje nagrajeno delo, ker ostalih dveh nagrajencev namreč danes ni z nami. Lepo pozdravljeni. Moje ime je Jaka Zapečnik. Napisal sem magistersko nalogo z naslovom Slovensko-ameriška skupnost v Clevelandu po letu 1991. Mogoče bi svojo predstavitev začel z zahvalo svojemu mentorju, dr. Matjažu Klemenčiču, ki me je v bistvu ves čas spodbujal pri pisanju, ki mi je bil ves čas na voljo, tudi ob večerih, ko sem potreboval kak dodaten vir, ko se je mogoče zalomilo, in pa tudi svojemu dekletu, Tani Valkovi, ki prihaja iz Češke republike, kar mi še daje dodatno motivacijo, da se v bistvu ukvarjam s to tematiko. Zdaj, glede magisterske naloge, glavni vir za magistersko nalogo je Ameriška domovina. To je v bistvu časopis, ki je izhajal do leta 2008, kasneje se je prelevil v spletno stran Slovenian American Times. Tukaj so si v bistvu niso enotni, ali gre za naslednike ameriške domovine ali ne gre za naslednike, kakorkoli oni se sami smatrajo za naslednike ameriške domovine. V magisterski nalogi sem raziskoval 3 hipoteze in v bistvu zdaj prvo hipotezo sem prevajal čez celotno magistersko nalogo. Kar se tiče druge hipoteze, sem jo prevajal predvsem v prvih 2 poglavjih magisterske naloge. In pa še tretja hipoteza, pa je prevajena v bistvu v poglavju o farnih šolah in pa cerkvah. Zdaj nekaj glede geografskih in pa časovnih omejitev. Kot je že bilo omenjeno, je naloga časovno omejena z letom 1991. Dogodkov pred letom 1991 se dotakne bežno z namenom, da bi popisali in ovrednotili dogodke po letu 1991. Geografska omejitev. V bistvu Cleveland je drugo največje mesto zvezne države Ohio na območju ZDA. Tukaj na prvi sliki pa vidite Clevelandsko metropolitansko regijo. To je v bistvu območje, o katerem govorimo. Ta druga slika pa prikazuje znamenito ulico St. Clair, ki je bila, bomo rekli, konec 19. stoletja skoraj popolnoma slovenska. Nekaj besed mogoče o preseljevanju Slovencev na območju ZDA po letu 1991. Tukaj sem uspel pridobiti podatke v bistvu za leto 1990, leto 2000 in pa 2010. Zgoraj je navedeno, da je v tabeli zapisano prebivalstvo, ki se je na popisih opredelilo kot slovensko. To pomeni prebivalstvo s slovenskim poreklom. Po letu 1991 je potrebno vedeti, da govorimo o Slovencih v zamejstvu, o 5. ali pa že celo o 6. generaciji slovenskih potomcev, kar pomeni, da so to v bistvu Američani, ki pa imajo še vedno slovensko poreklo. Zanimivost pa prikaže naslednja tabela, ki v bistvu prikazuje odhod izselitev iz Slovenije na območje ZDA. In v bistvu podatke sem uspel pridobiti za med leti 1996 in pa letom 2018 in vidimo, zdaj po izračunih je v ZDA med omenjenimi leti bilo izseljenih malo več kot 1000 oseb. Če lahko še gremo nazaj, ugotovimo, da se je pa med tem času na popisih približno med letom 1990 in letom 2000 50 000 Slovencev več izreklo za slovensko poreklo, kar pomeni, da izseljevanje v ZDA ni ključno vplivalo. Ključni vpliv imajo predvsem organizacije, ki so delovale in še delujejo na območju ZDA in Slovence 5. ali pa 6. generacije dejansko pozivajo, da se opredelijo kot Slovence.
Tukaj imam še število odseljenih državljanov Republike Slovenije. Podatki so za med letom 2008 in pa letom 2014. Zdaj po podatkih vidimo, da ZDA ni več ključna država za migriranje. To pa predvsem zaradi tega, ker evropska države Evropske unije so bolj odprte, pa tudi Slovenci se lažje vračamo v svojo domovino. ZDA še vedno teže. Pred covidom je to bilo še mnogo lažje, kot je danes, ko se v bistvu je spet vse zapiralo. Mogoče nekaj besed glede poselitve po letu 1991. Omenil sem v bistvu na enem izmed prejšnjih diapozitivov ste imeli ulico St. Clair. Ta je bila v preteklosti ob koncu 19. pa začetku 20. stoletja še povsem slovenska. Zdaj, Slovenci v Clevelandu so se množično začeli izseljevati tam okoli 1960-1970, to pa predvsem zaradi prihoda ali pa zaradi migracij afriško-ameriškega prebivalstva. V bistvu je tako z celotno populacijo Clevelanda, ta se zmanjšuje in ljudje se izseljujejo na obronke, ker zdaj, kaj se je v Clevelandu dogajalo po prihodu Afroameričanov, povečala se je kriminaliteta, pa tudi kulturne vrednote so se nekoliko spremenile in zaradi teh vrednot, ki Slovencem niso tako blizu, so se potem Slovenci začeli izseljevati. Dodal bi pa še tudi to, da kot veste, kot sem že omenil, gre za 5., 6. generacijo Slovencev, kar pomeni, da v bistvu ni več takšnih potreb po gojenju te slovenske narodne identitete na samo območju tega St. Claira, kot je bilo to na začetku. Slovenci, ki se zdaj izseljujejo, so načeloma izobraženi, poleg tega je vse dostopno na internetu in tudi angleščina ni več taki bav, kot je bila nekoč. Nekaj besed glede slovenskih cerkev po letu 1991. Omenil bi, da so se po letu 1991 začeli dogajati ključni dogodki, ki so vplivali v bistvu na prenehanje delovanja številnih slovenskih cerkva. Zdaj delujeta danes še 2 župniji, in sicer župnija Svetega Vida in pa župnija Svete Marie Vnebovzete. Ti župniji sta v bistvu prevzeli številne vernike na račun ostalih. Ostale župnije so propadle največ zaradi finančnih težav, nekaj pa tudi zaradi škandalov, bom rekel, osebja v teh župnijah. Več o tem si lahko preberete tudi v moji magistrski nalogi. Mogoče še besedo o bratskih podpornih enotah. Zdaj, če poznate Združene države Amerike, zelo znano je v bistvu, da imajo zelo neurejen zdravstveni sistem. In zaradi tega, ko ni bilo urejenega zdravstvenega sistema, so se predvsem prvi priseljenci znašli v neugodnem položaju. Delovni dan je potekal približno 12 ur, delo je bilo težko, zgodile so se številne poškodbe in seveda zato so potrebovali zdravniško oskrbo, ki pa je bila na območju ZDA bila in še vedno je zelo draga. Posledično so se začeli organizirati v te bratske podporne enote. Zdaj omenjene jih imam in opredeljene v bistvu v magistrski nalogi. Omenil bi pa to, da se te bratske podporne enote ukvarjajo tudi z številnimi dogodki. Največ pa seveda je tukaj povezovanje slovensko-ameriškega prebivalstva. Zdaj, kar se pa tiče po letu 1991, pa so te postale nekako nekonkurenčne ameriškim podpornim organizacijam in se spet število oseb, ki so včlanjene v posamezne te bratske podporne enote, zmanjšuje. Pri tem pa je spet potrebno poudariti, da ljudje, ki pa ostajajo v slovenskih bratskih podpornih enotah, pa so dejansko tisti, ki so zelo zavedni Slovenci in si želijo
njihovo slovensko plat ohranjati. Predvsem to je glavni motiv v današnjem času. Kar se tiče narodnih domov, zdaj prvi najbolj znani je dom na St. Clairu, to je ulica, ki sem jo že omenil. Organizirajo številne prireditve, zelo znani so po veselicah, poročnih slavij, če želite kurentovanje, ima vsako leto. O tem so številno pisali tudi ostali časopisi, ne samo časopisi ameriških Slovencev. Potem pa še, če pogledamo še politične kampanje in prispevek Američanov slovenskega porekla v politiki po letu 1991. Zdaj, verjetno vsi poznate Melanijo Trump, v bistvu pa obstajajo slovenski Američani, ki so prišli na območju Clevelanda tudi zelo visoko. Kar se tiče vseh političnih kampanj, bi omenil, da se slovensko-ameriška skupnost organizirala ali pa bila enotna, predvsem takrat, ko gre za prelomne dogodke v zgodovini. Ob osamosvojitvi Slovenije, ob vstopu NATO in tudi ob političnih kampanjah nekoga z slovenskimi koreninami. Takrat se v bistvu politične kampanje so se delale tudi po teh narodnih domovih in tukaj so v bistvu omenjeni kandidati pridobili številne glasove in s pomočjo slovenske skupnosti so tudi potem zmagali ali pa prišli na omenjeno funkcijo. Več o funkcijah in njihovem delovanju predlagam, da si preberete v magisterskem delu. Zdaj, na koncu sem namenil še poglavje pomembnim osebam med Slovenci in slovenskimi Američani v Clevelandu. Zdaj tukaj imam sploh na območju ZDA, to so seveda slovenski športniki. Zdaj ogromno se poroča predvsem o Luki Dončiću, ki je v bistvu prava ikona in tudi mislim, da ambasador tega Visit Slovenija, I Feel Slovenija. Omeniti pa velja še tudi Melanijo Trump, pa mogoče astronauta Sunita Williams in Ronald Chega. Zdaj, vsi ti omenjeni, ki pa prihajajo potem na območje Slovenije, Slovenija želi gojiti nekako diplomatske odnose z njimi, zato tudi dobijo številna priznanja, bom rekel, strani Slovenije in tu se vsaj meni pojavi neka dilema, vkolikor je to smiselno. Nekaj še glede kulturnih dejavnosti in prireditev Slovencev v Clevelandu. Kot sem že omenil, vsako leto je kurentovanje, zdaj kako je bilo lansko leto odkrito povedano v času covida, ne vem. Tukaj so tudi koncerti, veselice, pa tradicionalne jedi. Zelo zanimivo je potica, ki jo v bistvu zelo radi postrežejo, prirejajo tudi koline, če želite kranjska klobasa. Mislim, da ena izmed teh, če se ne motim, Sunita Williams je celo ponesla kranjsko klobaso v vesolje in tudi o tem so mediji množično poročali. Imamo tudi radijsko oddajo, to je Cleveland Slovenian Radio Club in pa organizira tudi izlete v Slovenijo. In s tem seveda še naprej ohranja to ljubezen do svoje domovine. Malo nazaj se je tudi poročalo o fantu, ki je, mislim, da je imel slovenske korenine ali jih niti nima in je v Ljubljano prišel pet slovenske pesmi, češ da so njegovi sledilci bili Slovenci in jih je našel po nekem naključju na internetu. Zdaj, potem še prizadevanje ameriških Slovencev za vključitev Slovenije v NATO in Evropsko unijo. Jaz bi omenil predvsem to, da je ameriška skupnost v Sloveniji ključno vplivala na to, da je Slovenija pospešila procese Slovenije pri vstopanju v EU in pri vstopanju v NATO. Zato se mi zdi še toliko bolj pomembno,
kjerkoli so Slovenci po svetu, res delajo svoje, se trudijo po svojih močeh in kadarkoli je nek ključen, prelomen dogodek za svojo domovino, se takrat povežejo in želijo Sloveniji na svoj način seveda pomagati. Tudi politiki slovenskega porekla so se v bistvu pomagali in pri vstopu v EU in pri vstopu v NATO. Zato bi na koncu zaključil z hipotezami. Kar se tiče preverljivosti hipotez, naj povem, da se je slovenska skupnost v Clevelandu po osamosvojitvi delno utrdila, delno pa se izgubila. Namreč podatki, ki sem jih imel v tabelah, pričajo, da se več ljudi opredeli kot Slovence, po drugi strani pa smo videli, da številne fajre, pa tudi časopis, v bistvu izginjajo. Zdaj, tukaj je moja trditev je ta, da se pač vse prenaša na internet in zaradi tega, ker je internet postal tako dostopen, se te zadeve pač oblikujejo nekako drugače. Kar se tiče cerkva, vemo tudi, religioznost se v bistvu zmanjšuje, religiozna pripadnost in tudi to je ključno vplivalo, pa tudi finančne težave, ker potrebno je vedeti, da so Slovenci v Clevelandu postavili te cerkve, fajr, če želite, na lastne roke, kar pomeni, da so zbirali prispevke in s temi prispevki so v bistvu omogočili sploh nastanek takoj razvejene skupnosti, kot jo sedaj prikazujem. Druga teza, seveda slovenska skupnost se je razselila, tukaj je predvsem prihod afriških Američanov in pa, kot sem že omenil, tudi slovenska skupnost zdaj, kar se tiče samega jezika, malo številčni so tisti, ki govorijo slovensko, ameriški Slovenci danes govorijo angleško in so, bom rekel, tudi kulturno pripadni Američanom in nima več takšnih konekcij kot tista prva, druga pa tretja generacija, če želite. Na koncu še glede fajrnih šol, te so seveda pripomogle k ohranjanju jezika, vendar pa se seveda splošne potrebe po prebivalstvu, potrebe po slovenščini žal na nek način več ne čuti, čeprav je potrebno povedati, da še vedno zanimanje je, se pa to zanimanje za tečaje slovenščine zmanjšuje. Hvala. Sedaj vljudno vabim magistra doktorja Ferdinanda Künla, da nam tudi on predstavi svoje izjemno delo. Prosimo, če se boste lahko držali časovne omejitve. Spoštovana ministrica dr. Jaklič, spoštovane dame in gospodje. Najprej bi se rad zahvalil za podelitev nagrade. Zelo sem počaščen. Vesel sem tudi, da lahko v tej hiši sprejmem nagrado. Prav tako bi se rad zahvalil svoji mentorici, profesorici Mariji Vakunik, ki je odlično skrbela za moje delo in je tudi prišla s mano na to podelitev. Najlepša hvala tudi za prijazno predstavitev. Slovenščino se učim še nekaj časa, vendar se za morebitne napake opravičujem. Naslov moje disertacije De Diffugio vom lautlosen Verschwinden ethnischer Minderheiten von Grabsteinen, ethnische Homogenisierung am Beispiel Kärnten seit 1918. Po slovensko De Diffugio, ticho izginjanje etničnih manjšin od nagrobnih kamnov, etnična homogenizacija na primeru Koroške od leta 1918 naprej. Disertacijo sem končal januarja leta 2020, sabo sem prinesel tudi popravljeno verzijo moje disertacije, ki je izšla v maju tega leta pri Mohorjevi založbi v Celovcu in ki nosi naslov
počiva v miru o izginjanju slovenščine na pokopališčih na Koroškem. Po nemško Ruhe in Frieden, vom Verschwinden des Slowenischen auf den Friedhöfen Kärntens, Koroške. Moja disertacija se bavi s jezikovno spremembo na južnem Koroške v Avstriji. Kot vsem znano, živijo tam še stoletja slovensko in nemško govoreči prebivalci. Kljub dolgemu sošitju se je začela ta dvojezična kultura na Koroškem spreminjati od sredine 19. stoletja naprej na slabše. Politična elita na Koroškem, seveda tudi v Cisletaniji in pozneje v Avstrijski republiki, slovenščini ni priznala istih pravic kot nemščini. Tako politiko v znanosti imenujemo etnično jezikovno homogenizacijo. Na pokopališčih se najde veliko primerov etnično jezikovne homogenizacije. Nagrobni kamni imajo napise v nemščini ali slovenščini, so pa tudi dvojezični. Veliko nagrobnih kamnov ima več variant enega in istega družinskega imena. Na prvi sliki vidite 3 nagrobne kamne družine Močilnik. Grob je v spodnjih Libučah, Unterleubach. Spodnje Libuče so del Pliberka, Bleiburg, mesta ob avstrijsko-slovenski meji. V sredini je najstarejši nagrobni kamen, ki ima napis v slovenščini in tudi slovensko ime. Na desni strani je nagrobni kamen, ki je tudi v slovenščini. Tukaj vidite starša in njihovega sina. Na levi strani je najmlajši nagrobni kamen. Tukaj je druga sin s ženo. Ta nagrobni kamen ima samo napis in ime v nemščini. Na drugi sliki vidite nagrobni kamen družine Čelesnik. Grob je v Svečah. Vas se nahaja med Šent Jakobom v Rožu, St. Jakobom Rosenthal in Borovljam, Ferlach. Na nagrobnem kamnu vidite, da so starši, torej stara generacija, uporabili slovensko verzijo imena, naslednja generacija pa še nosi nemško verzijo. Pri raziskavi so me zanimali vzroki in razlogi za etnično spreminjanje imen. Zato sem pregledal med drugimi matične knjige, ki so pomagale osvetliti, zakaj je bilo toliko prvotno slovenskih imen germaniziranih. V matičnih knjigah je namreč nešteto primerov, kako in kdaj posebej so bila slovenska imena spremenjena v nemška. Obstajajo na primer številni primeri iz nacistične dobe, ko so slovenska imena silno spreminjali v nemška. V tem času je bil slovenski jezik sploh prepovedan, kar je seveda vplivalo tudi na slovenske nagrobnike, nagrobne spomenike in križeve pote, ki so jih marsikje tudi enostavno odstranili. V razpravi sem tudi dokumentiral in analiziral pogostost pojavljanja slovenskega jezika na pokopališčih, nagrobnikih, spomenikih in cerkvah, da bi dobil dokaj dober pregled in upogled v do danes nepoznano razširjenost in uporabo slovenščine na južnem Koroškem. Obiskal sem nad 220 pokopališč na južnem Koroškem, ki se nahajajo v 138 šupnjah in ki so porazdeljena na 10 dekanij. Ta pokopališča so mi dala precej dober upogled in pregled v deležu slovenščine in nemščine. Uspelo mi namreč dobiti relacijo med jezikovno situacijo na južnem Koroškem in jezikovno situacijo na tamkajšnjih pokopališčih. Na tej sliki je vidna današnja jezikovna situacija na južnem Koroškem. In sicer, kako visok je delež slovenščine in kako visok delež nemščine. Vsaka točka pomeni eno pokopališče. Čim svetlejša je točka, tem večji je delež slovenskega jezika. Raziskava je tudi pokazala, da je od druge polovice 19. stoletja naprej prišlo do dejansko etnične in jezikovne homogenizacije,
ki se nadaljuje vse do današnjih dni. In sicer pretežno iz socioekonomskih vzrokov, pa tudi zaradi neenakopravnosti obeh jezikov, zaradi pomanjkajoče infrastrukture in tako dalje. Učinki homogenizacije se med drugim zrcalijo na pokopališčih, nagrobnikih, cerkvah in spomenikih Južne Koroške. Ti spominski simboli ali kraji spomina so sicer zasebni, a hkrati javno pričevanje in priznanje ter izražanje spoštovanja do slovenskega jezika. To se pravi, da so hkrati merilo za pomen slovenskega jezika. Ta perspektiva je omogočila prezentljivo globok pogled v jezikovne in etnične razmere na Južnem Koroškem ter razkrila mehanizme, ki slovenščino počasi in tiho izpodrivajo iz kulturne pokrajine. Metamorfoza slovensko-nemške kulturne pokrajine v čedalj bolj nemško ni naključna, niti ni naravna. Ona se je zgodila zavestno in nažalost traja vse do danes. Ob koncu bi hotel se povedati, da upam, da bo moja knjiga našla pot tudi v slovensko zgodovinopisje in da bo morda tudi prevedena v slovenščino. Najlepša hvala za vašo pozornost in če želite, si lahko ogledate knjigo po podelitvi. Hvala lepa. Čas je, da na kratko spoznamo še delo Martine Zakoč. Spoštovana gospa ministrica, dr. Helena Jaklič, spoštovane dame in gospodje. Tudi sama bi se najprej rada zahvalila svoji mentorici, redni profesorici, doktorici Ani Kolat, ki mi je ves čas pisanja magisterskega dela stala ob strani, mi pomagala, dala nasvete. Zahvala gre tudi moji mami, ki me je danes tudi spremljala in ves čas študija stala ob moji strani, me podpirala in nekako tudi v zibelko položila slovenščino. Sama sem se ukvarjala z jezikovno podobo v slovenskem porabju. Pojem jezikovne podobe sedaj bi že popravila, oziroma sam naziv bi rekla jezikovna krajina, ker ravno jutri bo slavistični kongres v Monoštru, na katerega je pripravljen en prispevek v slovenščini na to tematiko in s pomočjo slovenskih strokovnjakov smo to že prenesli v jezikovno krajino. Vseeno pa, ker je bilo navedeno, da je to jezikovna podoba, bom v današnji predstavitvi uporabljala to. V svojem magisterskem delu obravnavam jezikovno podobo, zlasti javne napise slovenskega porabja. V delu so predstavljeni rezultati vizualne jezikovne rabe slovenskih naselij na Madžarskem. Glavni cilj raziskave je sociolingvistična predstavitev slovenskega porabja oziroma analiza njegove jezikovne podobe. V začetku magisterskega dela so predstavljene geografske in zgodovinske značilnosti slovenskega porabja, čemur sledijo kratki opisi posameznih naselij. Gre za obsežnejšo predstavitev Slovencev na Madžarskem. Slovenska narodnost na Madžarskem je avtohtona skupnost na jugozahodnem robu države. Večina Slovencev živi v županiji Voš, v Monoštru, k njemu priključeni slovenski vesi in v okoliški 6 vaseh, ki so Gornji Senik, Dolnji Senik, Sakalovci, Števanovci, Verica, Ritkarovci in Andovci. Razen tega živijo še Slovenci v Sombotelu, Mošo-Maďarovaru, Budimpešti ter razpršeno po celi Madžarski. V nadaljevanju sledi razjasnjevanje pojma jezikovne podobe in kratek pregled mednarodne, karpatsko-bazenske in na slovenskem jezikovnem območju nastale strokovne literature.
Raziskovanje jezikovne podobe ali drugače rečeno vizualne jezikovne rabe jezikov se je v zadnjih desetletjih razvilo v samostojno raziskovalno področje. Gre za razmeroma novo področje, ki tako raziskovalcem kot drugim opazovalcem nudi vznemirljivo vizualno in jezikovno doživetje. Razen tega, raziskovanje jezikovne podobe prispeva tudi k temu, da lahko z analizo javnih napisov določimo jezikovno pestrost določenega naselja, regije ali druge enote oziroma uveljavitev jezikovnih pravic. Jezikovno podobo sta najprej definirala avtorja Landry in Burhi, njuna jasna in jedrnata definicija pravi, da jezikovno podobo določenega območja, regije ali mestne aglomeracije dajejo uradni kažipoti, oglasni napisi, imena ulic, imena krajev, napisi na nakupovalnih središčih, trgovski centri in trgovinah ter napisi na javnih ustanovah. Jezikovna podoba določenega območja ima dve osnovni funkciji, informacijsko in simbolno. Dokumentiranje jezikovne podobe pa je povezano z Blumartovo velikokrat citirano definicijo, ki pravi takole. Sociolingvisti ne hodijo več po svetu le z beležko in diktafonom, ampak imajo pri sebi tudi fotoaparat, s katerim naredijo trenutni posnetek o tem, kar je vmes postalo znano kot jezikovna podoba. Ker se je tehnika vmes razvijala, lahko definicijo dopolnimo s tem, da dandanes posnetki ne nastajajo le s pomočjo fotoaparata, ampak tudi s kamerami pametnih telefonov in dlančnikov, ki lahko prevzamejo funkcijo fotoaparata. Tako imajo raziskovalci jezikovne krajine pri sebi vedno neko napravo, s katero lahko zabeležijo vizualno jezikovno rabo določenega območja, sožitje jezikov, razmerje med njimi, odsev gospodarskih in političnih interesov, pri napisi dvojezičnih naselij kot vidni izraz večjezičnosti in večkulturnosti. Raziskovanje jezikovne podobe na dvo- oziroma večjezičnih območjih ima poseben pomen. Na teh območjih je poudarek na porazdelitvi in funkciji jezikov, saj lahko dajo raziskovalni rezultati pomembne impulze za jezikovno politiko. Raziskovanje jezikovne podobe je za slovensko porabje popolnoma novo raziskovalno izhodišče. Do sedaj so se raziskovanja vizualne rabe slovenskega jezika v porabju lotili Lukačni Bojzek Marija, Martina Zakoč in Barbara Zakoč. Prvi dve avtorici se ukvarjata z analizo javnih napisov v slovenskem porabju, zadnja pa je pripravila izčrpno študijo o jezikovni podobi dveh dvojezičnih osnovnih šol v porabju. V magisterskem delu predstavljene fotografije sem klasificirala po reju in jih tako razvrstila v 4 skupine, in sicer dvojezični oziroma večjezični, razdrobljeni, soupadajoči in dopolnjevalni napisi. V 7 vaseh sem zbrala 164 napisov. 56,7% slikovnega gradiva predstavljajo dvojezični oziroma trojezični napisi na tablah. Večinoma gre za madžarsko-slovenske oziroma madžarsko-slovensko-nemške napise. Drugo večjo skupino sestavljajo enojezični napisi, ki zajemajo 42,7% celotnega gradiva. Javne napise, zbrane s terenskim delom, sem klasificirala tudi glede na vsebino. Tako lahko govorimo o 6 kategorijah, in sicer so to mednarodni, državni, komercialni, občinski, cerkveni in civilni napisi. Tukaj sem tudi dodala, kaj je število in kaj je odstotek teh napisov glede na vsebino. Prinesla sem tudi nekaj primerov, o katerih bom samo na kratko povedala nekaj besed tudi zaradi časovne omejitve. Prvi primer je iz Gornjega Senika. Gre za spominski steber,
ki ga je v vseh porabskih vaseh dala postaviti državna slovenska samouprava v leti 2012-2013 z namenom, da bi se spominjali na tiste Slovence, ki so se izselili iz Porabja, torej živijo izven Porabja, izven teh 7 vasi. Gre za steber, na katerim vidimo sterin doma samo v zvonijo. Torej je slovenski napis v našem narečju napisan ni v knjižni slovenščini, zraven pa je še tudi dodano v madžarščini. Na Dolnjem Seniku, kjer poleg Slovencev in Madžarov živijo še Nemci, pa je še tretji napis, torej imajo napis tudi še v nemščini. Drugi primer, ki sem ga prinesla, so table ulic, in sicer v Andovcih prva in na Gornjem Seniku, kjer najdemo dvojezične table ulic. V ostalih porabskih vaseh pa je enojezično in to v madžarščini. Primer, ki sledi, je pa tabla krajev oziroma naselij, porabskih naselij. In kar je zanimivo, zakaj sem to tudi v svojem magisterskem delu izpostavila, da če pogledamo, ko gremo noter v določeno vas, v določeno naselje, nas pozdravi dvo- ali trojezična tabla, ko pa zapustimo neko porabsko vas, pa je to več samo enojezično. Torej, ko gremo izven naselja, slovenščina in nemščina se že izgubita, je samo v madžarščini. Naslednji primer predstavlja tudi dvojezičnost, kako se pozdravi, to je v Andovcih poslikano, kako pozdravijo tiste, ki pridejo sem, najprej je napis v madžarščini in potem še v slovenščini. Namen teh tabel pa je bilo to, da res je, da samo Porabje spada k Ršegu, Narodnemu parku Ršeg, ni pa to Ršeg stražna krajina in so v Porabju želeli to na podbudu Karla Holeca pokazati tudi s tablami, da se Porabja loti od samega območja Ršeg in so nastale te table dobrodošli pri Slovencih v Porabju. Tukaj tudi vidimo, da so dvojezične, najprej v slovenščini, potem v madžarščini, ter na Dolnjem Seniku se dodatno pojavi nemščina. Naslednji primer je nastal v Števanovcih in sicer pri zdravstvenem domu, kjer vidimo, da so dvojezično napisali, kdaj je tam zdravnik, kdaj lahko pridejo k njemu. To pa je potem značilno samo za Števanovce, Andovce in Verica Ritkarovce. Gornji Senik, Dolnji Senik in Sokolovci imajo samo enojezično in v madžarščini. Zadnji primer, ki sem ga prinesla danes zraven, pa je poslikan na Gornjem Seniku pri pošti in vidimo, da gre za državno ustanovo, torej za pošto, in je samo v madžarščini, nič ne nakazuje na to, da tam v Porabju živi tudi slovenska narodnost. Še zaključek glede mojega magisterskega dela. Javni napisi na območju slovenskega Porabja so večinoma dvojezični. Trojezični napisi, kot že povedano, so značilni predvsem za kraj Dolnji Senik, kjer poleg Madžarov in Slovencev živijo še Nemci. Torej, na rabo tretjega jezika vpliva tam živeča narodnost. Menim, da je za slovensko narodno skupnost v Porabju pomembno, da samo sebe v javnem prostoru predstavi tudi vizualno. Za uveljavljanje pravic slovenske narodnostne skupnosti na tem območju bi bilo dobro, če bi tukaj živeči natančno spoznali madžarski zakon o narodnostnih pravicah, ki omogoča tudi postavljanje dvojezičnih napisov. Če lokalno prebivalstvo zahteva uresničitev svojih pravic, ki mu jih omogoča zakon, lahko svoj jezikovni položaj usmeri v pozitivno smer. Prispevek predstavlja jezikovno rabo na javnih napisih v naseljih slovenskega Porabja ter prinaša predloge za jezikovno načrtovanje tako prebivalstvu kot zakonodajalcem. Z analizo slikovnega gradiva sem želela prispevati k oblikovanju jezikovne politike v slovenskem Porabju. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Kot zadnja pa nam bo svoje delo predstavila še Nina Štular. Vabljeni.
Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Sem Nina Štular in prihajam z Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer na magistrski stopnji študiram slovenistiko in anglistiko. Lani septembra sem pod mentorstvom profesorja dr. Aleksandra Belčeviča, ki se mu najlepše zahvaljujem, zagovarjala svoje diplomsko delo z naslovom Borba slovenskega jezika s senco kljukastega križa v romanih Valentina Polančka. V svojem diplomskem delu sem podrobneje analizirala vsebino in okoliščine, v katerih so nastajali Polančkovi vojni romani Križ s križi, Bratovska jesen in Sla po svobodi. Vsi Polančkovi romani so tesno povezani s tragično zgodovino koroških Slovencev in njihovim bojem, da bi ostali na svoji domači zemlji, s katere so jih nemški oblastniki želeli s silo izgnati. Veliko Slovencev je klonilo pod hudimi pritiski germanizacije, a kljub temu so se slovenski narodno zavedni Slovenci povezali v silovitem odporu v obliki partizanskega gibanja, ki je na avstrijskem Koroškem delovalo še v veliko težjih razmerah kot v takratni Jugoslaviji. Poleg oboroženega antifašističnega odpora partizanov je v Polančkovi vojni prozi prisotna tudi tematika prisilne izselitve koroških Slovencev. Tako v Polančkovi vojni prozi spremljamo zgodbe malega človeka, ki se je moral poleg svoje eksistence boriti tudi za obstoj slovenskega jezika na avstrijskem Koroškem. Valentin Polanšek se je rodil v Lepeni nad Železno Kaplo 4. februarja 1928. Bil je pisatelj, pesnik, zborovodja, skladatelj in gonilna sila kulturnega življenja na Obirskem in v bližnjih Kortah. Bil je tudi skladatelj in zborovodja in je skupaj s svojo ženo Justino, s katero sta imela tudi 5 otrok, ustanovil Obirski ženski oktet in bil tudi prvi učitelj pevcev Smrtnik. Dolga leta je deloval pri Slovenski prosvetni zvezi v Celovcu in bil tudi med ustanovitelji Slovenskega društva slovenskih pisateljev v Avstriji in njegov tudi prvi predsednik. Leta 1977 je prejel nagrado Prešernovega sklada. Žal pa je umrl že zelo zgodaj, pri svojih 57 letih, ko je v bolnišnici na Dunaju čakal na operacijo srca leta 1985. Križ s križi je Polanškov avtobiografski roman, v katerem je pisal o težkih mladostnih izkušnjah in grenkih spominih na nacistično nasilje. V romanu je podrobno opisal tudi razmere v nemškem učiteljišču v Kranju, kjer se je soočal z brezobzirnim ponemčevanjem. V tragediji pri Hujnikovi kaži so ubili Polanškovega pradeda Florjana, zverinsko so pobili njegovega starega strica Janeza in staro teto Angelo, Polanškovega očeta Luko so ugonobili v koncentracijskem taborišču v Dachau, pol brata Stanka in pol sestro Adelico pa je izgubil v krvavem pokolu na Peršmanovi domačiji.
V dvodelnem romanu Bratovska jesen in romanu Slap o svobodi pa nam Polanšek predstavi partizansko življenje. Z zanosom oriše požrtvovalnost partizanov in domačinov, ki so jim v težkih razmerah na svojih kmetijah nudili hrano. V romanu Bratovska jesen spremljamo zgodbo bratov Domna in Matevža, ki temeljita na resničnih osebah, bratih Šorli. Roman Slap o svobodi pa je bil napisan po pričevanju partizana Janeza Vuteja Luca in je po mnenju literarnih kritikov Polanškovo najboljše pripovedno delo, saj se v njem osvobodi politike, idealizacije in poučnosti v prid umetniške dovršenosti. Polanškov jezikovni stil vključuje veliko narečnih izrazov, ki so vezani na koroške šege in navade, veliko vojaškega in ekspresivnega izrazja in metaforike. Zelo pretresljivo je znal opisovati občutja silne žalosti in groze ob neizrekljivih tragedijah in krvavenje slovenskega naroda. Ob opisih ljubezni in veselja je pogosta metaforika cvetja, ob opisih nacističnega nasilja nad koroškimi Slovenci pa se pogosto pojavlja metafora zveri, ki preži na svoj plen. Med značilnostmi Polanškovega literarnega ustvarjanja tako najbolj izstopajo nacionalna zavest, pripadnost rodu in boj za svobodo. Veliko poudarka je tudi na pokrajini kot realnem prizorišču dogajanja, kar se v Polanškovi vojni prozi kaže s pogostim vključevanjem partizanskih imen domačij, ledinskih imen in vrhov gora. V vseh Polanškovih romanih so zelo lepo predstavljene temeljne človeške vrednote. Ob prebiranju Polanškovih romanov se zavemo pomena ljubezni, glasbe in življenja samega. Žalostno pa je, da nekateri Slovenci sploh ne vedo, da Polanškovi romani obstajajo in da so v Sloveniji premalokrat omenjeni. Zato bi bilo potrebno v šolah bolj spodbujati branje Polanškovih romanov in ljudi o njihovem obstoju aktivno ozaveščati. Ob prebiranju Polanškovih romanov bi se tako mladi slovenski bralec zavedal pomena ohranjanja slovenskega jezika na avstrijskem Koroškem. Ob prebiranju Polanškovih romanov sem začutila ljubezen koroških Slovencev do njihove domače zemlje, na kateri so garali vse svoje življenje in zanjo krvaveli v času nacističnega nasilja. Tudi sama sem obiskala te prelepe kraje, kjer je Valentin Polanšek ustvarjal. Tukaj na sliki vidite Obirsko ljudsko šolo, kjer je Valentin Polanšek poučeval. To je danes tudi točka 15 slovenske pisateljske poti. Na drugi sliki pa vidite Obirsko pokopališče, kjer ima Valentin Polanšek tudi nagrobni spomenik v obliki knjige. Torej upam, da sem vas s svojo predstavitvijo vsaj malo spodbudila, da boste prebrali kakšen Polanškov roman, če ga še niste, in se vam najlepše zahvaljujem za vašo pozornost. Hvala vsem nagrajencem za predstavitve in za ves trud. Veseli nas, da se zavedate pomena ohranjanja slovenske identitete v zamejstvu
in tudi med Slovenci po svetu. Hvala članom komisije za požrtvovalno delo in čas, ki ste ga namenili preučevanju in ocenjevanju pripravljenih del. Hvala mentorjem, da spodbujate in podpirate svoje študente pri raziskovanju teh izredno pomembnih tem. Najlepša hvala Državnemu svetu, da smo tudi letos gostovali v teh lepih prostorih. Hvala vsem gostom in ostalim prisotnim, da ste se udeležili današnjega dogodka. Sledi še fotografiranje nagrajencev ter članov komisije z ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorico Heleno Jaklič, ter majhna pogostitev v preddverju dvorane. Vabimo vas, da morda še malce ostanete, poklepetate, morda navežete tudi kakšno novo spoznanje. Prijeten dan in nasvidenje prihodnje leto.